Po vročem poletju, ki je za konec prineslo hude neurja po celi srednji Evropi, nas je narava pripravila na prav tako razburkano politično jesen. Pred nami so predsedniške volitve sredi oktobra in kot vsi predvidevamo in ugibamo, bo najbrž potreben še en krog, ker v prvem najbrž predsednika ne bomo dobili, tako da bomo šli potem novembra še enkrat na predsedniške volitve v drugem krogu. Čez en teden bodo sledile lokalne volitve, kjer se prav tako lahko zgodi, da v vsaki občini župana ne bomo dobili kaj kmalu, tako da bo res veliko teh volitev in kot eni rečejo, smo v super volilnem letu, saj vemo, nekaj več kot 100 dni je od tega, kar je nastopila nova vlada. Pa bi našega današnjega gosta, doktorja Bernarda Nežmaha, kolega, prijatelja, publicista, vprašala, kako vidi to razburkano jesen in to naše super volilno leto. Ja, če ga primerjamo s preteklim letom, 2, sploh ni razburkano. V tistem času prejšnje vlade smo imeli razburkane ulice vse skozi in medije. Z tega stališča je zelo pasivno, zelo kontemplativno leto, preprosto. No, vendarle se bomo morali odločati med temi raznimi tekmeci, kandidati. Ja. To pa bo prišlo. Zdaj je očitno na predsedniški tekmi, še preden se je začela, smo imeli že eno serijo preobratov. Od tega, da je tako rekoč na videz prva favoritka, Marta Kos iz Gibanja Svobode, se je umaknila. Potem se je nenadoma pojavil Milan Brglez, stranka SD je najprej posebej zatrjevala, da ne bojo imeli svojega kandidata, potem čez 14 dni so se premislili, mesec. In zdaj se je v igri politični spin, a bodo s tem so presenetili premierja, ki ta hip nima svojega kandidata in zelo težko odbije podporo. Skratka, SD je pravzaprav v začetku, ki je kazal popolno polomijo, mojstrsko preobrnila puščice in ta hip je akter saj v zvezi z predsedniškimi volitvami v vladajoči koaliciji. Če si tu lahko dovolim malo hudomušnosti, mogoče zato, ker ima žensko predsednico. Aha. Ne vem, mogoče. Je pa res, da niso pa postavili ženske za kandidata. No, to vprašanje se je porodilo zato, ker je na začetku vse kazalo, vse tako so nam mediji predstavljali, da bo zagotovo kandidatka in potem zmagovalka ena od ženskih predstavnic. Bili sta sicer samo 2 za predsedniško kandidaturo, ki še seveda se niti ni prav začela. Potem je ena že neslavno odpadla. Pirc Musarjevi tudi se mi zdi, da ne kaže glih tako 100% najbolje, ne? Ja, ne, preprosto ne, da ji ne kaže. Mediji, ki so jo glorificirali, so jo začeli demonizirati. In ona počne isto ves čas, samo količina člankov, ki so se kritični do nje, je enormno narasla. Zdaj imamo tako lep primer. Če vzamemo Janša, je ves čas deležen tacga medijskega prijema, ko ga zdaj ona par dni. Je pa res, da jaz mogoče pogrešam še en ženski lik v teh volitvah. Če ste gledali agencije, ki merijo javno mnenje, je tam pravzaprav na samem vrhu gospa Ljudmila Novak. In priljubljena pri sredinskih, levih opcijah. In z tega stališča mene preseneča, zakaj recimo Golobova Svoboda ni kandidirala neodvisne kandidatke, v tem primeru Ljudmila Novak. No, mogoče ona ne bi pristala, ne? No, ampak ne vem, ampak hočem reči, da po drži, ki jo je imela v svoji
kritiki prejšnje vlade, se mi zdi, da bi sodila lahko kot kandidatka te koalicije. Ja. Pa žal iz tega nič ni, tako da kaže, da kljub temu protagonizmu v Sloveniji, sploh temu poudarjanju ženskosti, ne, na koncu vidimo, kako stvari stojijo. Predsedniške volitve bodo vse, kaže, odnesle tudi veleposlanika Kajzerja v Washingtonu, tako da vendarle morava priznati, da scena malce je razburkana. No, moramo še počakati, se mora še predsednik Pahor odločiti, ali ga bo odnesel ali ne. Je pa stvar seveda popolnoma, hočem reči, govori o tej medijskem fabriciranju slovenske realnosti. Kaj je naredil ambasador? Ambasador je javil o nefair potezi, ko je zunanje ministrstvo v Ameriki hotel protežirati eno samo kandidatko. Ampak govori se pa samo o bontonu, o načinu, se pravi, diplomatskega odzivanja, nikogar vladajoči medije ne zanima vsebina. Zdaj, če bi malo obrnil nazaj, par let, ko smo imeli COVID, in ko je uslužbenec Zavoda za blagovne rezerve, gospod Gale, razkril dokumente in celo serijo drugih evidenc, so bili razkriti tajni telefonski pogovori, po tej isti logiki bi takrat preganjal Galeta. To se pa ne spodobi, to je treba interno urejati. Tako da ta občutljivost, pa neobčutljivost enkrat na pravičnost, drugič na protokol je en tak lep zgled, kako medijski svet nima koherentne drže, ampak se preprosto obrača v prid eni izmed političnih opcij. Tako, ja, to sem ravno hotela pripomniti, če so bili 2 leti nazaj žvižgači še v modi, zelo ne. Zdaj najhujš, kar lahko narediš, da si žvižgač. Ja, tako da. Se strinjate, da v družbi, v tej naši slovenski družbi manjka ene racionalnosti? Racionalnosti v medijih, med ljudmi, da bi znali malo z nekim premislekom komunicirati o posameznih stvareh? Ja, jaz bi tako malo presenetil. V politiki vidim racionalnost, v tem smislu, da se borijo za oblast in poskušajo se znebiti tekmecev, medtem ko v medijih je v veliki meri dominira navijaštvo. Navijaštvo, ki se kaže, mislim, ne nazadnje, če vzamemo tale primer, ki ga šokira, zdaj, en teden gledamo pogreb kraljice Elizabete. Točno to se. Konec koncev, umrl je Boris Pahor, pa se je komaj omenil, na pogrebsko nihče ni šel. Tle pa žensko, ki je monarh, ki je čisti oblastnik par excellence, o njej se govori kot o Bogu. Konec koncev, veste celo to, da papež ni prišel na pogreb. Ja. In so potem na nacionalni televiziji posebej v opombe dali, da ni mogel priti zaradi bolezni. Zakaj bi se mogel opravičevati? To navdušenje pri medijih, to je neverjetno. In ti isti, ki so prej kritizirali to isto kraljico, jaz sem šla malo po arhivih pogledati, dosti istih oseb, ko smo imeli to princeso Diano pa te spore, vsi isti so zdaj obrnili ploščo. To nenadno navdušenje, mislim, celo prenos pogreba, naenkrat ni bilo vprašanje denarja, nič. Ne, to je čista, kako bi rekel, tukaj pa popolna čredna logika. To je top tema, o tej pišemo, ne glede, je pomembno ali ne. Pred časom je umrl Gorbačov, stališča seveda Rusov precej katastrofalen politik, ampak z našega stališča fenomenalen. Kaj poroča nacionalka? Poroča tako, da prikaže posnetek, ko je obiskal Slovenijo in šefa tedanje partije Milana Kučana in par besed in to je to. Ampak Gorbačov ni pomemben zato, ker se je srečal s Kučanom v Ljubljani.
Gorbačov je pomemben zato, ker je leta 1991, ko je šel Kadjevič, general, na obisk maršalu Jazovu, da bi dobil podporo za puč, je Gorbačov temu nasprotoval. Skratka, Gorbačov nam je omogočil in tudi z dopuščanjem razpada vzhodne evropskega komunizma nam je dopustil svobodne volitve in samostojnost. Brez Gorbačova tega ne bi bilo in primerjavi s kraljico neopažen, tukaj pa se človek bi že dopust rabo, da ne bi gledal. Ja, tako. Vi ste pogosto komentator družbenega dogajanja v različnih medijih, poleg tega, da ste kolumnist. Zakaj se vam tako na koncu dneva vseeno zdi vredno, da sodelujete? Ali se kdaj počutite kot kak Don Kihot, ki se bori z mlini na veter? Ne, jaz, tako bi rekel, ena dragocenost starega režima, partijskega, je ena orientacijska točka. Če se jaz torej spomnim 80-ih let, ko saj na začetku so bile edine možne kritike tedanjega početja skozi črkovne napake v časopisju, je to definitivno, kakršnakoli že je in kakršnekoli že manipulacije so, neprimerljiva svoboda govora in misli in delovanja s tem, kar je bilo. In z tega stališča tega ne morem jemati kot stanje katastrofično, in je pač kot objekt razmišljanja, opazovanja. Je pa jasno, da nekaj, da z parimi mislimi ne boš mogel spremeniti sveta. Lahko pa poveš svojo misel. Mogoče se komu premakne. A mislite, da je za sodobnega človeka danes pretežko, da si ustvari svoje mnenje brez medijev? Na koncu koncev tudi tu na mizi smo zložili kar nekaj knjig, do informacij vendarle lahko pridemo. Ni težko priti, samo moraš si vzeti nek angažma, je potreben. Jaz bom rekel, nemogoče. Ker konec koncev včasih so ljudje poznali svoje mikrookolje. Je poznal svoj kraj, svojo ulico in to je bil njegov svet. Tudi posebej delni šov. Danes je naš dom cel svet. In o njem pa ne vemo nič drugega, kar nam povejo mediji. In iz dneva v dan so količina informacij, ki smo bili mi priča, ali smo mi sodelovali, je pač minorna. In z tega stališča obstaja samo medijski svet. Je pa res, da lahko si malo bolj pozoren bralec in poslušalec, ampak zato pa rabiš mogoče predhodno v življenju šolo razmišljanja in seveda ključno pa je, da ne živiš samo od branja množičnih medijev, ampak da je pravzaprav še pomembnejši del, da so knjige. Knjige, ki omogočajo drug način, omogočajo malo počasnosti, omogočajo premislek, distanco. Pravzaprav vse, kar je pomembno za to, da lahko ustvariš si mnenje, ki pomeni, da mora biti tvoje mnenje. Danes se zelo enostavlja, pa govorijo ljudje o mnenjih, ampak mnenje je samo ponavljanje pogleda nekoga drugega. Kakšno sliko nam mediji kažejo? Takšno, kot jo oni želijo? Mislim, da je tudi malo preveč poenostavljeno misliti, da nekdo zadaj dirigira. Najbrž so gotovo stvari, prej smo že rekli, smo ovce, si sledimo nekim dogodkom. Oziroma, kaj mi v resnici vemo? Ne, mediji dirigirajo, samo ne na ta banalen način, da obstaja nekdo, ki daje navodila, kaj bo. Ena izmed oblasti je to, da ustvariš javno mnenje. In če je javno mnenje recimo ustrojeno, če rečem, da je en primer. Zdaj smo imeli poročilo z Beograda o paradi ponosa gejev. Jaz priznam, da nisem razumel, zakaj jim je to tako pomembnost. Ni bila prva, vsako leto jih imajo.
ker konec koncev, če gledamo dogodki, ki so recimo, po Evropi, po svetu, mnogo bolj usodni od tega. Ampak na nek način velja, da če ne boš dal tovrstne tematike v osrednji fokus, da si nazadnjak, da nisi korekten. In to so kako bi rekel, ene uzde, ki določajo, kaj bojo glavne teme opazovanja. Ja, ker zanimivo je potem, se to vali, ne tako je pa temu poročilu na televiziji, ker je bila pač televizija najhitrejša, sem zdaj prelistala dnevno časopisje, mislim, da vseh posod je eden od komentarjev na Srbijo in Parado ponosa. Ja, jaz takole bi rekel, zdaj pa če malo si vzamem to pravico, malo ironije, cinizma. Vsi mediji pri nas so poročali na enak način o tej paradi. In zadeva je torej identična, ko je bilo na Kosovu leta 1981 študentske demonstracije in množični nemiri, ko je jugoslovanska vlada predsedstvo poslala tanke in izredno stanje, so potem vsi mediji poročali isto. Imel je Stane Dolanc tiskovno konferenco, na kateri je povedal, kaj se tam zgodilo, in pravzaprav vsi so povedali enako. In dobro, se gre za različne stvari, ampak mene preseneča to, da vsi sledijo tako rekoč isti naraciji. In to mi govori o tem vidim, če bi to opredelil kot manko te prostosti v tej demokraciji. Da lahko tudi izbereš. Nekdo poroča o tem, nekdo pa to lahko tudi minimalizira, pa postavi za kaj bolj usodenega nek drug dogodek. Recimo, če se dotaknemo ene aktualne teme, to je ta spor na RTV-ju, ki se vleče že zdaj pol leta tako intenzivno. Mi kot gledalci pravzaprav ne vemo, kdo se zdaj s kom krega in zakaj. To je tak tipičen primer, se mi zdi. Ta spor je še bolj zanimiv v tem, ker ne veš nič. Veš samo to, da povejo, da so eni slabi. Ustajniki oziroma sindikalisti povejo, da so drugi uničujoči, da nam bojo uničali televizijo. Skratka, kaj je vsebina? Ne vemo. Pravijo šikaniranje, mobbing. Pa rečeš, pa bi je pa vprašanje, kaj se pa zgodilo komu? Tega nikjer ne zveš. In zdaj, kar je posebno in v tem smislu javna nacionalka nekaj prida javni mediji ravno v lastni zadevi. Do zdaj najboljši prispevek sem naletel na Radio Študent. Radio Študent je povabil akterje, se pravi direktorja Urbanije, pa njegovega antagonista Vaseva, pa še enega izmed urednikov. In potem so šli gledati poteze po poteze. In je bilo tista znamenito komentar napovedovalca, da je na zahtevo odgovorne urednice en prispevek in vsega grozljivka, pa je pa nesla beseda kaj pa v zgodovini in pa se je skazalo, da je ves čas tako. Da je to ustaljen princip, da odgovorna urednica ima pravico, da zahteva, da je nek prispevek daj. Nič posebenega. In hočem reči, da bi lahko mi presojali, kaj se nekje dogaja, bi seveda mogli imeti kakršnakoli soočenja dejstev. Jaz, ko gleda človek recimo tole akcijo upora, ko pride v studio skupina, malo je nenavadno, običajno se to zgodi v diktaturah, ko nekdo zbere pogum pa predstav. Recimo, pod Titom to niti teoretično ni bilo mogoče, ker so imeli mediji takrat 3-minuten zamik, ki je bilo uračunan, če se kaj takega zgodi, da ne pride pred gledalce. Ampak v tem primeru ta gesta niti ni bila sankcionirana, meni se pa postal, mislim tudi ne, konec koncev v resnici, mene bolj zanima nekaj drugega pri tem. Če govorimo zdaj o demokraciji, potem imaš seveda pravico podpreti kolega. Ampak kaj pa tisti, ki pa recimo ga ne podpirajo, pa se ne bi strinjali? A potem lahko tudi tuna skupina, če bo prišla v studio, bo rekla, mi ne podpiramo stavke ali pa tega?
bomo tudi hvalili, bojo ista skupina bo to hvalila kot obliko demokratičnosti. Tako da pri tem spopadu se mi zdi, da je čedalje bolj namenjen samo sebi, oziroma gre voda na mlin Golobovi spreminjanjem zakona. Ker če bi tako vzel, recimo, koliko ključnih tem nacionalka spusti. Če vzamemo takole, parada ponosa je bilo nekaj za par minut. Ja. Pred časom smo imeli policijsko poročilo o tem spolnem nasilju zadeva Fotopub, pa je imela nacionalka 45 sekund vsega skupaj. No, potem so imeli posebno oddajo. Že je, ampak v Dnevniku so imeli 45 sekund, pa ne vem, par minut parade ponosa. In tega sindikalistov, upornikov ne moti, da bi rekli, kakšna pa je to nacionalna televizija, ki tako ključne teme pravzaprav briskira. Pop TV, ki velja kot primer zasebnega grozljivega kapitala, je temu bi posvetila par minut. Skratka, v tem smislu je treba govoriti o nacionalki, ampak zunaj te narativa, ki ga sindikalisti lansirajo. Mislim, da tudi malo z manj čustvi in z več racionalnosti. Ne? Ja, to je pa odlična zgodba, ko si ti ves čustven z sebe, kaj ti počnejo, ne rabiš potem nobenega dokaza pa argumenta. Že tvoje čustveno stanje je dokaz, da imaš upravka z negativcem. Potem, če se pohecaš s priimkom urednice, je pa to strašno zabavno. Ne? Ja, to je pa značilnost. Primitivizem pravzaprav. No? To primitivizem, ampak hkrati je pa tle dobesedno dvojna morala, pa tudi teh krogov, ki so zelo občutljivi od feministk. Recimo feministke profesorice feminizma bi v primeru, ko bi kaj takega se dogodilo, recimo urednici, ki velja za simpatično za drugo opcijo, bi z tega naredili škandala. Tokrat jih pa pač ne zanima. Tokrat je pa zabavno, ne? V resnici imamo dva zakona, v resnici živimo v deželi dveh zakonov. Ja, in tisti, ki v imenu demokracije in pluralizma v bistvu zganjajo diktaturo enoumja. Mislim, to pač moramo reči danes v tej družbi. No, ja, da moramo reči diktatura enoumja, zato se druga stran lahko oglasi. Oglasimo se lahko, ja, ampak a smo slišani? To je pa drugo, ampak pri terminih bomo še mišli v čustva. Ja. Ampak zdaj vseeno ne moremo mimo afere Fotopub, ste jo že malo omenili. Seveda, afera se je zgodila nedotakljivim, to vemo, privilegiranim našim visokim krogom, ki so do danes diktirali, kaj je sploh kultura, kaj je moderna kultura. Kako je mogoče, da bo to vidimo? Sedaj so vsi indici, da se bo to lepo skrilo pod preprogom. No, kako je to mogoče? Vsi se sprašujemo, kako je to mogoče. Tle gre za dva momenta. Eno je, recimo, banalizacija kulture na nek način. Ja. Kaj je vse kultura? Skratka, kako jaz sam določam pomembnost mojega prezentacije. Zato tudi beseda performance je odlična, ker je lahko vsako najmen pogovor zdaj lahko malo za performance. Spada lahko tudi med kulturne. Skratka, vse, kar počnemo, je lahko kultura. To je en problem. Drug, ki je pa seveda bolj usoden in je drugačen, je pa zloraba deklet v druščinah tega puba. In to, da se pa s tem mediji tako slabo ukvarjajo, je pa večji problem. Zdaj bom spet rekel, ista javna televizija, ista Tarča ima za heroja tako rekoč tega glavnega med negativci Smodeja in ostalo je irelevantno. Dobimo celo kakšen tak
namesto da bi imeli za gosta rečemo policijsko ministrico, ki bi poročala, zakaj policija ne ukrepa, zakaj osumljenemu niso zaplenili računalnikov in telefonov. Imamo kulturno ministrico, ki s tem delom nima pravzaprav nič. Ali pa direktorico kulturnega centra, ki pove, da je težko ocenjevati umetnine. Mislim, to je čist... Vse ima prav, ampak to je deplasirano v tej temi. Ampak problem je oddaja, voditelji, ki so si izbrali takšne goste. In ker če vzamemo, stvar je tako boleča, tako delikatna. En del teh medijev očita, se o tem ne moramo poročati, ker nimamo živih prič, ki bi na svoji koži povedali, kaj so doživele. Ampak zdaj, če vzamemo klasičen primer po vojni, rusko osvoboditev Nemčije in pač milijone posiljenih žensk, in o tem se ni govorilo. Travma, jasno, travma zato, ker je doživela, ne bo pa nastopala pred kamero, pa prepedovala, kako je nekdo posilil pred 20 leti. Skratka, to ni tip, kakor recimo ta igralka Skubinac, ki pove o nekem mačistu in hkrati je zgodba zaključena, ker pove, da se mu je uprla. To, si heroina, si zmagala, ampak ta, ki pa se ni uprla, pa se ni uspela upreti. Skratka, to ni za nastop. To ni za nastop. Po Nemčiji je bila fenomenalna knjiga Ženska v Berlinu, ko je roman, ko je pač avtorica poročala, opisovala, kako sta v mesecu maj, junij leta 1945 so jo dnevno posiljevali Rusi, dokler se ni najdla pač enega višjega častnika, pa je bila njegova konkubina, pa je imela potem mir. Ampak ona je izdala to pod imenom Anonima. Še 2 leti po njeni smrti, 2003, ko so knjigo ponovno izdali, so jo dali pod avtorstvom Anonima. Skratka, ta stvar je tako huda, tako težka, da bi mogli prej govoriti o tem, kako ženske o tem ne morejo govoriti. Saj javno ne. Kot da se zdaj sprašujemo, ker se ne javljajo množično, pa ne bomo več o tem pisali. Ja. No, policija je tu vendarle sporočila, da je zaznala 10 kaznivih dejanj, 8 žrtev, 3 osumljence. Mogoče se bo vendarle kaj premaknilo. No, tle manjka se nekaj, manjka medijski pritisk dnevno na policijo, kaj ste počeli. Zgodilo se to, hvala Bogu, da je policiji postalo nerodno. Po nastopu tega Smodeja, ki je rekel, da policija ni bilo od nikoder, se je potem javil direktor policije in rekel, to je pa res nezaslišano. In so potem nekaj procesuirali. Je pa res še nekaj, kar se je tudi zgubali. Da ena izmed policijskih pojasnil je bilo to, da so oni takoj vložili to zahtevo, pa jih je tožilstvo zavrnilo. Skratka, nihče se ne ukvarja, zdaj tožilci so v tej deželi pojem pravne države. Ko Janševa vlada 2 ni imenovala, se je svet podrl. Zdaj pa, ko tožilci evidentno v tej stvari blokirajo, še tema niso. Skratka, ni bilo vprašanja zdaj letati na vrhovnega sodišča, zakaj? Zakaj tožilci ne dovolijo tega? No, in tu je ta vloga medijev, ki je ne odigrajo. Kje ni? In je zavestna, gotovo. Jaz bi celo tako rekel, da je stvar, seveda je namenoma, ampak da gre za to, da se preprosto tukaj noče ukvarjati s problemom. Tukaj bi se mogel postaviti v kožo teh žensk, ki seveda ne bodo hitele pred kamere. In ko se postaviš v kožo in bi sploh razmišljal, kako te stvari delujejo in kako grejo, in ko bi poznal, ko bi sledil zdaj tudi odgovornosti tožilstva, recimo. Sej, glejte, imamo en evidenten problem. Smo imeli sojenje, te balkanski, kaj so bojevniki. Pustimo, zakaj pa, kako je bilo razveljavljen. Ampak res bo kmalu zastarala. In noben medij, jaz sem kdaj pisal, pa se noben ni odzval, ne pritiska, sprašuje sodišča, kdaj boste pa začeli ta proces. Se ni variante, da bo sploh še čas imel, da jih lahko obsodite. In recimo, ena značilnost medijev je pri nas ta, da ko jim dajo agendo, problem, dokumente, kaj ko razkrijejo, potem na veliko pišejo.
Kadar pa ti dokumenti ne padejo v roke, jih ni. Se pravi, mi smo zelo tako iz tega pregovora, česar ni v medijih, se ne dogaja. Ja, to pa tudi po eni strani ta medijsko preiskovalno delo. Eno je, ko te zasujejo nekdo z razkritjem vseh mogočih dokumentov, pa ti samo to poročaš. Drugo je pa to, ko ti ga nočejo dati. A se boš takrat ukvarjal? In tega praktično ni. In potem še vpliv lastnikov. Kje vi vidite optimizem, upanje, da se novinarstvo spet postavi v tistega čuvaja? Ne, se stvari ni katastrofalna, zato ker v hipu, ko imaš pahljačo medijev, se vedno v kakšnem mediju kaj najde. Ali pa če zdaj vzamemo. 8. marec se je samo oklical kot glasnik žensk in preganjenih, ponižanih. V tej zadevi jih ni nikjer. Dobro, lahko jim očitamo, da so nedosledni, ampak so irelevantni, ker mislim, da so tudi zgodovinsko izgubljeni. Ampak pojavljali sta se dve novi protagonistki, Mojca Pišek s parimi genialnimi kolumnami v Delu, ki ni podpiral njenega pisanja, in Maja Megla kot neodvisna avtorica, ki je z velikim angažmajem in pronicljivostjo in sočutjem sledi tem dogodkom. Tako da, ne glede, da recimo nacionalka pa osrednji mediji neko zadevo pač ignorirajo ali pa jo zatemnijo, se pojavijo drugi in če je zadeva dovolj takole boleča, se širi. Tako. Pa če se vrneva, če zaključiva še v tem super volilnem letu, kot sva začela, če sem prav razumela, smo tudi tukaj lahko katoliški mediji, pa tudi damo en pomemben doprinos. Ne nazadnje smo slišani, videni, brani, tega se gotovo včasih malo premalo zavedamo, oziroma se mogoče tega kdo drug premalo zaveda. Se strinjate, da imamo mi pravico, če tako grobo rečem, oziroma se smemo odločiti in podpirati konkretno v tej predsedniški kampanji kandidate, ki sledijo našim vrednotam? Jaz bi najprej rekel, da se je zgodil en lep paradoks, da o zadevi Fotopub kdaj piše družina več kot delo. In ta, se mi zdi dragoceno, ta pohod ali pa pristop v laičnost, da odpirate tudi teme, ki same po sebi niso direktno povezane z verskim življenjem, se mi zdi zelo dragoceno. Načelno, jaz bi se ločil eno stvar, podpiranje kandidata kar tako, ali pa izpostavljanje njegovih lastnosti, ki so v skladu, ki so vam poidejno blizu. Skratka, v vsakem primeru je jasno, da če sledite vrednotam, da boste z simpatijam opisovali kandidata, ki podobne vrednote deli. In je tudi prav, da damo tistemu, za katerega smo prepričani, da deli naše vrednote, tudi večje mesto. Ja, vseeno je dobro ga soočati tudi nasprotniki, v tem smislu. Ne pozabiti na nasprotnike. Skratka, ne glede koga kdo preferira, je vseeno nujno in dragoceno, da ne stoji kot bog zunaj, ampak v duelu z tekmecem. Se pravi, da ne ostajamo vsak svojem mehurčku, ampak da jih začnemo predirati in se pogovarjati. Seveda, konec koncev skozi dialog, prednosti nekoga se pokažejo ravno skozi soočanje in dialog z drugim. Hvala za pogovor. Prosim.